večer, dober dan. Jaz vas lepo pozdravljam v imenu Slovenske matice. Najprej samo sporočilo doktorice Vesne Mikolič, ki bo malo zamudila, zato ker je v nekem zastoju obtičala na avtocesti, tako da je prosila, da pač tudi v njenem imenu to sporočim in da pač kar začnimo. Slovenska matica zdaj po letu dni spet pripravlja cikel predavanj, smo tudi že z njimi spet leto začeli z naslovom Najslovenščina odmeva. Pripravlja ga njen odsek za slovenski jezik pod vodstvom doktorice Vesne Mikolič. In zdaj nadaljujemo s tem pomladnim delom cikla, spet z dvema predavanjama. Obe sta na zamejske teme, tako da najprej bo predaval izredni profesor dr. Miran Košuta s predavanjem z naslovom Koreninam slovenske književnosti, kar pa že vidite tukaj gor. Potem pa bo sledilo predavanje dr. Tadeja Kralja, z naslovom Podoba slovenščine v izseljenstvu na primeru slovenske skupnosti v Torontu. Tako da še samo to, da dogodka sodita v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Urad za Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. In zdaj, da ne bomo preveč časa zgubljali, bi jaz kar prosila prvega predavatelja, da pride na oder in začne. Hvala. Ko je spomladi 1524. prvič uzrl le malo prej dograjeno palačo Bonomo, tudi vidimo, v Tržaški grajski ulici in prestopil njen prag pod apnenčasto vhodno preklado z vklesanim rodovnim grbom Bonomovih in še danes vidnim napisom tem Petrus Bonomus Antistes Tergestinus Carissime Patrie Decori D.D., kot vidite, se pravi Dono Dedit, jih ni štel Primož Trubar niti 16. Doma iz Rašce pri Velikih Laščah na Dolenjskem, nadarjeni sin novinarja Mihe in gospodinje Jere, odtlej študent na Reki in v Salzburgu, je prispel v najsevernejši pristan Jadrana z namenom, da bi tam nadaljeval pač svoje šolanje in filozofsko, versko izobraževanje na humanističnem dvoru krajevnega škofa Petra Bonoma. Da bi se povzpel na kucelj svetega Justa in potrkal na vrata bodočega mentorja in mecena, je prepešačil živahno različje ljudi, jezikov, narodnosti, ver, cehov, poklicov srednjeveškega trga, ki je tedaj premogel nekaj tisoč duš in patricijsko mestno upravo že od 1382. dalje pokorno oblasti Habsburžanov. Mesto, ki ga tu vidimo tudi na lakororezu Janeza Vajkarda Valpazorja, je kot strateški branik v večnem boju z Benetkami sicer obdajalo, kot vidite, mogočno obzidje, a je bilo s svojimi pomoli in bližnjimi solinami na stežaj odprto morju in njegovim trgovskim rutam. Ko se je z nadvse verjetnim priporočilom prejšnjega dobrotnika v žepu salzburškega škofa Mateusa Langa von Wellenburga vzpenjal pod vrh svetega Justa, si lahko Primoža zamišljamo za soplega. Pa ne zaradi strmine, seveda, bolj sprico strahu spoštovanja, ki ga je najbrž občutil ob vstopu v domovanje uglednega sinu ene izmed najvplivnejših tržaških patricijskih družin palatinskega grofa, tu ga vidimo, teologa, humanista, pesnika, večjezičnega politika v diplomatski službi Habsburžanov na domala slehernem dvoru po Evropi.
Potem, ko je jeseni 1523 zapustil Dunaj, razočaran, ker ni bil imenovan za tamkajšnjega metropolita po smrti slovenskega prijatelja Jurija Sladkornje in se umaknil v rojstno mesto, ki mu je škofoval vse od leta 1502 večinoma in absencija, je Peter Bonomo odprtih rok sprejel Trubarja v svoji ravnokar dokončani hiši le lučaj pod stolnico. Vedel je, da mu bo mladi Slovenec lahko veliko oporo pri upravljanju obširnih z njegovimi rojaki poseljenih ozemelj tržaške škofije, kot že verziran diskantist, pa bo hkrati koristen tudi stolnemu zboru. Bodočemu slovenskemu heretiku je Bonomo ponudil zato streho v lastni domus na Grajski ulici, ga izbral za osebnega pomočnika, ga opeljal na dvor, ga pridružil pevcem cerkvenega zbora mestne stolnice in priskrbel predvsem ustrezni nasledek njegovemu dobedanjemu šolanju, verski, filozofski izobrazbi, ko mu je omogočil uk v mali dvorni šoli ob Škofovski palači. O prečastitem in zelo pobožnem vrlem gospodu Petru Bonomu blagega spomina škofu in grofu Tržaškem bo sam Trubar podčrtal čez čas v nemškem predgovoru svoje leta 1557 v Tübingenu izdane knjige, kjer tu vidite ta prvi del tega Novega testamenta. Hat mir und anderen an seinem Hof neben dem Virgilio auch die Paraphrase des Erasmi und Institutiones Calvini in welcher deutscher und windischer Sprache ausgelegt. Čeprav pripisujejo nekateri le obrobni pomen tej Trubarjevi omembi Bonomove triglosije in njegovi enakopravni uporabi krajevnih jezikov pri izobraževanju svojih tržaških školarjev, gre vendarle naglasiti dragocenost trditve, še posebej glede škofove rabe slovenščine. Kako prezreti namreč dejstvo, da je bil tržaški odličnik zmožen razlagati svojim učencem prefinjeno poetiko, Eneide ali pa zapleteno Erasmovo filozofijo, ne samo v italijanščini in nemščini, ki sta imeli takrat že za sabo bogato knjižno tradicijo, ampak tudi v slovenščini, ki še ni primogla niti slovnice, niti svojih prvih, po Trubarjevi zaslugi, šele čez dobro četrt stoletja natisnjenih knjig. In ne le o leposlovju so razpravljali na Škofovem dvoru v Trstu za časa Trubarjevega prvega krajevnega bivanja. Primoževa filozofska, verska in teološka obzorja so namreč še plodneje širila Bonomova poglabljanja nazorov predhodnika Lutrove herezije, tistega Erasma Rotterdamskega, ki ga je škof najbolj osebno spoznal in čigar parafraze Novega testamenta je Frobenius ponatisnil pravzaprav v Baslu prav leta 1524, ko je Trubar prvič prispeval v Trst. Nizozemski racionalisti o njih plediral za rusojevski redenaturan krščanske cerkve k izvirnemu Kristusovemu nauku, za povratek ad fontes, tudi pri prevodu Svetega pisma, ki da je bil zato potreben zveste filološke predelave in prečiščenja apokrifnih urivkov. Razen je ostro obsojal čaščenje svetnikov, relikvij, romanja, vsepovsodno, čezmerno zidavo cerkva in svetišč, hierarhijo klera, obredno ceremonioznost, simonijo, nepotizem, blišč in pomp srednjeveške cerkve. Zagovarjal je pristen, intimen, osebni odnos vernika z Bogom, individualizacijo vere, ki naj človeku povrne avtentično doslutenje skrivnosti presežnega. Seveda se je rotterdamski mislec aschizmatsko, neheretično zavzemal za notranjo prenovo rimske cerkve. Vendar so njegove ideje močno navdihnile nemške in evropske reformatorje in samega kritičnega Bonoma,
Prek njega pa je Erasmova reformistična misel zaklila tudi v mladem Trubarju in izorela pozneje v presenetljivo soglasne spisane pridige, če ne pomislimo recimo na pridigo proti zidavi cerkva. A še drug po Bonomu spoznani Erasmovski aksiom se je v tistih plodnih tržaških letih zagrizel velikemu Rašičanu v dušo. Če naj kristjan vzpostavi intimno oseben, neposreden odnos s svojim božanstvom, potem ga mora njegova beseda nagovoriti v razumljivem jezikovnem kodu, v vernikovi materinščini. Ergo, svetopismo je bilo treba prevesti posamezne ljudske jezike, da je postala Božja beseda razumljiva in dostopna vsem, natanko, kakor je predvidel apostol Pavel v 14. poglavju Svetega pisma Rimljanom, kar je seveda tudi potem Trubar ponatisnil na naslovnici svojega abecedarja, et omnis lingua confitebitur Deo. Vsak jezik torej Boga slavil. Ta prevratna Erasmova misel ni stojila le iz nutra prvega prevajalca Biblije v nemščino, ampak je prek Bonomovih ust omrežila tudi mladega Trubarja. Potem, ko mu je v Trstu prišla na ušesa, se je tako scela in predano zapisal, da je uspel za življenja prevesti in objaviti v slovenščini celotno svetopisemsko Novo zavezo. Toda med letoma 1524 in 27, ko prvič biva, študira in pevsko gostoli na Bonomovem dvoru, je tisti čas še zelo oddaljen. Trubar hvaležno vsrkava umetnost, filozofijo, znanost, pomaga svojemu širokogrudnemu mentorju pri vsakdanjih upravnih in militarskih opravilih. Recimo 7. marca 1526 prisostvuje kot priča izpisu oporoke Lenarta Bonoma, dekana, mestnega kanonika in župnika tukaj na Igu pri Ljubljani, ki da je bil po nekaterih virih pač znanec Trubarjevega očeta Mihajla in zato zaslužen za Primožev sprejem na tržaški dvor bratranca Petra. Čeprav mu dokument popači, kot vidite, ime v Primo Ljubar de Rasica, gre vendarle za prvo doslej znano uradno omembo Trubarjeve prisotnosti v Trstu, 7. marec 1526. 3 mesece kasneje, 18. junija, pa je v ustreznem aktu brezhibno imenovanje Primo Trubar Servitore Prefati Reverendissimi Domini Episcopi sklican za pričo na Bonomov dom v Grajski četrti, da bi med javno audienco potrdil škofovo dodelitev vicedonskega naziva Dalmatincu Mikeleju ali Mihi iz Dubrovnika. Bonom je torej mladega Trubarja očitno cenil, mu zaupal, nedolgo zatem, jeseni 1527, pa se je v njegovo dobro kar sam odrekel Primoževim pomočniškim in notarsko-pričevalnim uslugam, da bi mu še bolj nastežajno razklenil izobraževalna obzorja. Napotil ga je na Dunaj, da bi tam izpopolnil svoj študij. Trubar je bil tedaj še najstniški laik, niti diakon, še manj seveda duhovnik, vendar, da bi ga podprl pri nadaljem uku, mu je Bonomo namenil nadarbine loške fare Svete Helene pri Radičah. Faro je seveda njegov varovanec nemudoma prepustil namestniku Jerneju Ruglju, sam pa odšel na Dunaj in tam ostal gori 2 leti. Ko je zaključil kursus studiorum na mestni šoli Svetega Štefana, je tudi zaradi na Dunajska vrata trkajoče tuške nevarnosti spet priromal k svojemu zaščitniku. No in tako se je začelo Trubarjevo drugo tržaško obdobje. Bilo je najkrajše od skupnih 3, vendar morda nič manj zanimivo, predvsem po verski plati. Romanska stolnica Svetega Justa postane tedaj
bolj kot ne njegov locus amenis. Trubar prebije tam večino svojega časa, služi pri maši, uri se v pridižni umetnosti, poje v stolnem zboru, se versko in liturgično pripravlja na duhovniški poklic in ustrezno zaobljubo. Bonomo mu duhovniškega imenovanja seveda ne odreče. Štolo talar mu podeli že leta 1530, ko ga obrk njegovim 22 letom mnogo pred običajnim cerkvenim rokom posvetil katoliškega duhovnika. Njegovo tržaško petje nove maše je za razliko od prejšnjega notarskega pomočništva pustilo sicer v krajevnih arhivih komaj kako sled, vendar je Primožu kmalu doprineslo nemalo gospodarskih in kariernih koristi. Ponovno namreč Trubar je tako imenoval za svojega vikarja v fari svetega Martina v Laškem pri Celju in tako mu je zaupal v upravljanje eno izmed najbolj oddaljenih, vendar tudi najbolj bogatih posesti celotne tržaške škofije. Ob župni cerkvi in kapelici svetega Janeza še 13 podružnic, precejšnji urbarjalni, zemljiški prihodki, 10-krat višja župniška dotacija od prejšnje iz Svete Helene v Loki. Hkrati nalaga tisto hierarhično napredovanje novopečenemu mašniku tudi novo slovo od Trsta. Trubar se bo vanj povrnil komaj desetletje pozneje, leta 1540, po novih verskih in teoloških izkušnjah, ki ga bodo tesneje zbližale s pravo augsburško vero. Jeseni 1540 se bo tako pričelo njegovo tretje tržaško bivanje, ki bo z marsikaterega vidika v vseh najbolj plodno, dinamično in pomenljivo. Ko je po desetletju znova stopil čez tale vhodni porton Bonomove palače v Grajski ulici, se je idejno že zreli in približno izurjeni slovenski razumnik soočil s povsem drugačnim dvornim vzdušjem. Če se gostoljubnost nekdanjega mentorja ni spremenila, je pa vel na samem dvoru izrazito nov, že protestantsko nabrit verski veter, ki je bil seveda slovenskemu prebežniku ugoden. Že na Štajerskem je začel namreč Trubar obelodanjati naraščajoče zanimanje za teološko misel, recimo Zwinglija in Primis, potem pa tudi Bullingerja in Pelikana. Odkar pa je po odpoklicu v Ljubljano leta 1535 izgubil vikariat v Laškem, je v stolnici približno izgrmeval svoja nova teološka spoznanja s čedalje večjo drznostjo in odmevnostjo. Pri tem je tako vznemiril pravovernega poveljnika Kranjske Nikolo Jurišiča, da mu je moral mestni škof in zaščitnik Frančišek Kacjanar priporočiti nov umik v tržaško zavetje. Zdaj, ko je Trubar uresničil njegov nasvet, je lahko zadovoljno ugotavljal, kako je postajala tudi v Trstu protestantska beseda vse bolj meso in kri v obrazih, ustih in dušah gostov, ki so se kretali skozi ta vrata po škofovem dvoru. Gostov, kakršen je bil recimo bolonjski zdravnik, filozof, alkemist in nekromant Melchiorre Čarone, ki je v Trst prispel na začetku leta 1540 na povabilo mestnega sveta. Med poletjem je prav on prišepnil škofu, naj povabi tja pridigat drugega, veliko bolj znanega in poslušanega heretika, spravi avgustinskega meniha Giulia da Milano, Giulia iz Milana, rojenega pod posvetnim imenom Giuseppe della Rovere. Nemalo prej, junija, so Giulia oprostili obtožbe krivoverstva na inkvizicijskem procesu v Bologni. Sam Bonomo ga je na to zasnubil v Trst, da bi tu pridigal ves adventni čas. Brat Giulio je prispel v mesto pred 28. novembrom 1540 in se nastanil v frančiskanskem samostanu, kjer je našel po umiku iz Ljubljane, kmalu zatem zatočišče tudi Primož Trubar.
Težko si je seveda predstavljati, da se celična soseda istega samostana nista spoznala in zbližala. Še manj gre verjeti v tem smislu besedam samega de la Rovereja, ki je na kasnejšem novem procesu zaradi herezije v Benetkah izrecno zanikal poznanstvo Strubarja in za zapisnik pripomnil samo to, da je Primož familiar del Vesco, se pravi škofu domač, in da alla lingua schiavona, se pravi govori slovenski jezik. Čemu bi namreč Giulio spravil v zagato pred inkvizicijskim sodiščem sebe in krivovernega Primoža s priznanjem njenega znanstva? In mar bi, recimo, sam Primož še kasneje, potem 13. marca 1557, bratsko nazival v pismu Heinrichu Bullingerju Giulia iz Milana, kot je zapisal, frater Julius, ko bi se sploh ne poznala. Kakorkoli že, njuno prijateljevanje je bilo zagotovo kratko. V Trstu je karizmatični de la Rovere ostal komaj kak teden, dokler ni zaključil domenjenega, trumoma poslušanega adventnega pridiganja, ki je med tržaško javnostjo vzbudilo veliko ogorčenje. Zelo podprt in obdan od škofa in njegovih krajanov, prevajam iz italijanščine, je Giulio gremel, da so naše tatinske uboji menihov in duhovnikov, izrecno je zanikoval vice, posredništvo svetnikov in vse, kar se je zanikati dalo. Krajevno duhovščino je obtoževal nemoralnosti, čež da je večina duhovnikov imela priležnice. Z drugimi besedami, nebeški napev na protestantska ušesa vse verjetnega Giuliovega slušatelja Primoža. Še bolj pa so se tiste ideje skladale z reformatorsko miselnostjo samega Bonoma, ki je Trubarja takrat ponovno nagradil. Kmalu po njegovem tretjem prihodu v Trst ga je namreč imenoval za osebnega komornika, dvornega kaplana in uradnega slovenskega pridigarja, ter mu naklonil beneficij svetega Maksimilijana v Celju. A ne le krušno, tudi duhovno je Bonomo še naprej pojel Trubarja v plodnih letih njegovega tretjega tržaškega bivanja. Tokrat se ni zadovoljil z Erazmom, ampak je s Holarjem in seveda Trubarju samemu na tržaškem dvoru ponudil razlago veliko radikalnejšega Žana Calvina. Teološki srž škofovih takratnih komentarjev je predstavljala Calvinova institucijo Christiane Religionis, ki je strogi hierarhiji rimske cerkve zoperstavljala demokratičnejšo skupnost vernikov s pravico do upravljanja same ustanove, izvolitve in celo odstavitve duhovnikov ter svobodnega tolmačenja krščanskih naukov. Na dvoru je bilo spet slišati škofa, ki je slovensko komentiral pomembne evharistične zastavke iz dela švicarskega krivovirca, predestinacijo, istobitnost, živo prisotnost Kristusa v blagoslovljenih hostjah. Šlo je za hipoteze, ki so seveda nevarno načenjale dogmatske stebre rimskega krščanstva in ki so osupljale toliko bolj, ker jih je izrekel prav Peter Bonomo, ki je bil daljnega 1521. Eden izmed sestavljavcev Wormskega edikta, ki je Lutra, kot vemo, izgnal iz Nemčije in skušal seveda zatreti sam zarodke protestantstva. Trubar je željno vsrkalo vsak mentorjev zlog, saj so se mnoge od tistih idej pozneje prelile v njegovo cerkovno ornigo, ta podobni pravni preročnik slovenske protestantske cerkve. In ne samo to, po Laškem in Ljubljani začenja zdaj Trubar protestantsko oznanjati tiste evangeljske resnice tudi v Trstu.
Da bi zadostil naslovu uradnega slovenskega pridigarja, ki ga je podelil Bonomo, stopi po podatkih zgodovinarja Dejennerja na rektorski ambon Cerkve Morske Device Marije. Te cerkve danes ni več, ker je zgorela, ampak na njenem mestu stoji danes v Trstu na Istrbenski ulici, Madonna del Mare, tale stavba. Cerkev se je takrat nahajala korak stran od Kavanskih vrat, le malo izven mestnega obzidja. Šlo je za staro, majhno svetišče s 3 ladjami in mozaičnim tlakom, ki so ga zvesto obiskovali člani kraljevne bratovščine Morske Svete Marije. To je bila stara združba, ki jo tržaške kronike prvič omenjajo že leta 1308. Gre za kmete, težake, moščake, ki vzdržujejo bratovščino in cerkev svojo letno članarino, skrbijo pa tudi za bližnje pokopališče, kjer bodo po smrti zakopani. Ker govorijo po večini slovensko, se zdi škofu primerno, da jim v duhovno in mašniško oskrbo nameni pač rojaka Trubarja. A kakor se žal ni ohranila nobena v tržaški cerkvi Morske Device Marije izgovorjena Trubarjeva slovenska homilija, tako je tudi njegovo domnevno pridiganje v drugih mestnih svetiščih, nekateri so pisali, recimo, da je pridigal slovensko, recimo tudi v stolnici Svetega Justa. To je sicer možno, vendar v virih nepotrjeno. Pač pa niso redki v mestnih arhivih zaznamki o upravni, notarski in pričevalski dejavnosti, ki je Trubar izvajal po Bonomovem naročilu, predvsem leta 1541. 29. aprila tistega leta je recimo prisostoval kot priča kupoprodaji nekega stanovanja, kot piše v dokumentih, pro Paska, in bil zato v tem dokumentu imenovan kot reverendo presbitero primo Trubar de Rašica, Plebano in Lok, spravi s prvim izvirnim nazivom dekana Loške župnije pri Vladečah. Z istim nazivom bo 9. avgusta istega leta imenovan v potrdilu o posesti stavbe, ki ga bo vicedom Ottavio Životi sestavil za isto kupko, se pravi Domja Paska, filija Nikolaj de Portogruario. 1. junija 1941 je Trubar znova priskočil na pomoč kot priča, tokrat v korist bratov Giovannija in Geronima Bratija, koprskih patricijev, ki sta v tržaške škofije prejela v upravljanje feud Kastelec pri Socerbu in sta se mu tega dne odpovedala v prid tržaškega meščana Antonija Spade. Malo zatem, 13. junija, se bo Primož osebno odpravil do Socerba, da bi svojo navzočnostjo tudi stvarno potrdil dodelitev tega feuda Spadi. 2 dni kasneje, 15. junija 1541, je Peter Bonomo zaupal izvoljenemu slovenskemu vojencu še drugo, veliko bolj kočljivo in odgovorno nalogo. Spravi pravno zastopstvo pred državnim svetom in samim cesarjem Ferdinandom I. na Dunaju v pravdi proti Martinu Guzmanu, lastniku grada Socerb in drugim njegovim upraviteljem, obtoženim, da so v tržaški škofiji odtegnili kopico zakonitih beneficijev. Da bi to vsoto končno unovčil, je torej Bonomo tistega dne sklical Trubarja v stolnico Svetega Justa in mu podelil čast pravnega zastopnika ter osebnega poslanca na cesarskem dvoru ob prisotnosti teh uglednih prič Jakoba Mirise, to je bil kanonik tržaškega kapitelja, in Francesca de Rubeisa. Tedaj že 83-letni Bonomo je v tistem notarskem dokumentu osebno imenoval venerabilem virum dominem presbiterum primum
Trubar, capellanum eius domini constituentis, sum verum certum legitimum et indubitatum procuratorem nuntium et commissum specialem. Iz razpoložljivih arhivskih virov ni dano razbrati, kako se je tožba izšla, a kakorkoli je sam Bonomov pooblastitveni akt v tej Kuzmanovi pravdi zgovorno spričuje, kako zelo je priletni cerkveni dostojanstvenik cenil pravne in diplomatske sposobnosti svojega takrat 33-letnega slovenskega varovanca. Toda tej utečeni delovni simbiozi mentorja in učenca ni bil usoljen nadaljnji razcvet. Od poletja 1541 se je namreč vse bolj zategovala zanka papeške inkvizicije okrog Bonomovega krožka krivovercev. Giulio da Milano je mesto zapustil že decembra 1540, avgusta 1541 je iz mesta odšel tudi Cerrone. Presbiter Primus pa je v Trstu ostal do novembra 1541 ali najkasneje do naslednje spomladi, spravi do leta 1542. Toda v zadnjih mesecih njegovega tretjega tržaškega bivanja se je dušljivo stopnjeval pritisk rimskega katolištva, predvsem po zaslugi inkvizicijsko unetega, ambicioznega, nevarnega cerkvenega soseda, se pravi koprsko-modruškega škofa Petra Pavla Vergerija mlajšega. Skratka, vzdušje postaje v Trstu tako vroče, da prične Trubarja resnično žgati pod petami. Sam njegov stari zaščitnik mu je prisiljen svetovati, naj se umakne v zanj varnejšo Ljubljano, in po niti 2 letih mora tako Primož prekiniti svoje tržaško bivanje, zapustiti mesto pod konec leta 1541 ali, kot rečeno, v prvih mesecih naslednjega leta in se zateči v Ljubljano pod vsebi gostoljubne zaščitniške peruti Frančiška Kacijanarja. V Trst se ne bo vrnil nikoli več, tudi škofa Bonoma ne bo nikoli več srečal. Temu navkljub sta tako on kot njegovo mesto Primožu že poklonila neprecenljive darove. To je namreč prav po Bonomovi zaslugi Trubar vsrkal kritično misel Erazma in Kalvina. To je maševal in pridigal v slovenščini, to je prepeval v stolnem zboru, notarsko pričal in poslansko zastopal škofijo. Tu je osebno spoznal italijanske protestante in nove idejne klice evropskega ljudstva. Tu je izorel namero o prevajanju Svetega pisma v lastno materinščino in tu je jasno doslutil, da bi se lahko tudi njegov slovenski jezik, kako je zapisal, kakor jezik drugih narodov, pisal in čital. In prav v tej, na Bonomovem dvoru prijetja v Trstu danes pozabljeni idejni duhovni dediščini, korenini vsa nadaljnja Trubarjeva prevodna, uredniška in pisateljska dejavnost v Nemčiji, vključno seveda s prvima slovenskima knjigama leta 1550 postavljenima milnikoma nacionalnega jezika in književnosti. Če pa se na tržaškem Trubar telesno res ni več pojavil, toliko zaznavnejša je postala tot v nadaljnjih desetletjih njegova knjižna, duhovna in kulturna prisotnost. Da je marsikatera domača plemiška ali cerkvena knjižnica od Trsta do Divina premogla njegova v Nemčiji natisnjena dela, še najbolj zgovorno potrjuje inkvizicijska grmada, ki je 26. oktobra 1597 izplamenela na trgu pred vhodom v Devinski grad. Protireformacijsko vneti odposlanec svetega oficija, italijanski servit Francesco Benni, je velel namreč tistega dne upepeliti 43 latinskih, nemških, italijanskih, hrvaško-glagolskih in slovenskih protestantskih tiskov, ki jih je deloma zasedil tudi v grajski knjižnici devinskega grofa Matije Hoferja.
Po kraških pečinah, Majnah in morju so se tako razsipali tudi zogleneli ostanki 4 slovenskih del, ki jih je navajal Benjo Podrobni, v Rim odposlani, zatem stoletja nedostopni in šele pred nedavnim javnosti razkriti seznam. Za prvo knjigo, popisano kot Informacijo contra missam papisticam, naj bi se po mnenju Serge Bonace skrival Trubarjev katekizmus z 2 izlagama. Ob drugem požganem delu pa je slovenski avtor izrecno naveden, saj se Benjev latinski opis glasi, citiram, parafrazes impiissime in divum Paulum primi Truber, lingua sclavonica, za čemer z veliko verjetnostjo tičijo seveda Trubarjevi svetega Pavla listovi. Nadaljni, kot preces et canciones seznamsko navedeni natis, je zelo verjetno pesmarica, ki se ni ohranila. 4. in zadnja v Devinu zoglenela slovenska knjiga pa je utelečila pravo bibliofilsko redkost. Šlo je namreč za, citiram, primi Truberi pes in heretici institucijo nove eklezije, torej za dragoceno, v belo usnje vezano Trubarjevo cerkovno ordningo. In to ordningo so za meček krasili še izjedkani portreti Lutra, Jonasa, Calvena, Melanchtona in samega Trubarja. Infrascripti libri combusti fuerant, se pravi popisane knjige so bile sežgane, so takrat zanosno poročali svetemu oficiju v Rim preganjalci Trubarjeve slovenske in protestantske besede nasploh. In kako zagrizeno uspešno je protireformacija izrula vsakršno sled nutrovstva na Tržaškem, mutatis mutandis, posredno priča tudi sedanja kulturna podoba tega dela primorskega ozemlja. Razen slovenskega licejskega središča v Gorici in osnovne šole Kajuh Trubar v Bazovici, ki danes ponosno izkazujeta Trubarjevo ime, ni od Trsta do Devina zaslediti niti trohice topografske omembe njegovega bivanja in delovanja na krajevnem območju med letoma 1524 in 1542. Kljub številnim predlogom poimenovanj ulic ali trgov, ki smo jih slovenisti, slavisti, tržaški Slovenci nasploh desetletja naslavljali na krajevne oblasti, kljub prošnjam za postavitev tabelskih pomnikov Trubarju in drugim slovenskim književnikom, ki so v Trstu pomembno delovali ali za daljši čas bivali, Zois recimo, Levstik, Kete, Cankar, pa vse do domačinov, Marce Nadišek Bartol, recimo Aljoza Rebule ali Mojza Pahorja, ostajajo županska in druga mestna, pokrajinska ali deželna ušesa zanje popolnoma gluha. Če pa že kane iz milostne malhe politike na teritoriji kako usmiljeno poimenovanje po Slovencu, potem ga je treba seveda preusmeriti daleč proč od mestnega jedra na periferijo, kako se je dogodilo na primer Tržačanu Vladimirju Bartolu, ki se ni našel svoje ulice v domači obsrediščni mestni četrti Svetega Ivana, ampak na oddaljenem okoliškem krasu sredi geografsko z njim komajda povezanih občin. Pa se je dobro vedel že Trubar sam. Tako je pač, da mora slovenski krščenik tudi dan današnji v teh nadlugah in v izkušnjavah stati in obstati.